Zdravljeni, danes bomo pa govorili o tem, kako igrati igro življenja, oziroma če življenje igra igro z vami, kako krmariti. V glavnem, kvantna fizika je dokazala, da namera pričakovanja opazovalca povzroči končen rezultat. Se pravi, vpliva na končen rezultat. Dobro, to informacijo vemo vsi, ampak igra življenja je tako zanimiva, ker smo dejansko res ustvarjalci svojega sveta. In če ta trenutek okušate pomanjkanje česarkoli, recimo pomanjkanje zdravja, če ta trenutek okušate pomanjkanje lepih odnosov, če ta trenutek okušate pomanjkanje denarja, če ta trenutek okušate pomanjkanje na kateremkoli področju, pomeni, da to kreirate. In zdaj berem eno knjigo v Saint-Germainu in mi je bilo tako, katero svojo potrebo zadovoljujete s tem, ko nekaj nimaš. Jaz vem, kaj zdaj zadnje čase čistim, to je pomanjkanje. V glavnem, včeraj smo bili na predstavi, na spektaklu Lord of the Dance in je bilo tako neverjetno. In sem razlagala po poti, ko smo pač s otroki šli na ta spektakel, kako v bistvu sem karmično vezana na Irsko. No, zdaj pa pogledajte Irska. V času, ko so se naseljevali v Ameriki, pač ti priseljenci iz Irske, zakaj so zapustili pač dom? Zato, ker je bilo pomanjkanje. In potem so prišli v novo deželo in začeli osvajati Ameriko in tako naprej in na koncu koncev ni bilo tako enostavno. Pa pol ne nazadnje, zlata mrzlica. V Ameriki, lahko se še spomnite, da rečejo ljudje, pa saj to ni Amerika. A misliš, da je Amerika tukaj? Pač to je nekako nastalo tako noter, da Amerika je pa neka obljubljena dežela, kjer se cedita med in mleko, mi tukaj pa živimo v pomanjkanju. No, v glavnem. Zanimivo je tudi z Irsko, zdaj mi gre krompirjeva lakota skozi možgane. Niti ne vem, če se je imenovala krompirjeva lakota, ampak mogoče od vas, če ima kdo zasvojeno s krompirjem in enostavno ne more nehati jesti krompir, je povezan s tem, da mogoče ste v tistem življenju živeli na Irskem, ste bili edino živilo je bil pač krompir in ste dejansko tako, to je preživetje. In zdaj pridete do krompirja in ga jeste neomejeno. V glavnem, jaz sem prišla do zaključka, da dejansko v svojem življenju dejansko predelujem potrebo po pomanjkanju. Zdaj pa to je zasvojenost, ne? Potreba po pomanjkanju. In sem potem šla na primarno družino. Seveda, pomanjkanje ljubezni. In potem duša komunicira z mano, z vami, pač komunicira. Poskusite si zapisati sanje, ker boste videli, kako vaša duša daje neka sporočila. In je bilo zanimivo. Moje sanje so bile, da smo šli na letalo, ampak nisem bila primerno oblečena in sem se šla preobleči. In sem šla daleč stran, ampak tako, da še vedno je bilo tako, da sem videla letališče. In sem šla v sobo, kjer sem odraščala. Mi smo imeli eno sobo, pač dejansko sem res odraščala v pomanjkanju. In zdaj, če pomislite te razmere, kjer pa vem, da mnogi od vas ste na ta način tudi odraščali, ampak hiša ni bila zdelana po drugi svetovni vojni, bili so stari zidaki, to je povsod pihalo noter, čez zimo so bili od znotraj, so bila okna zmrznjena in dejansko tam noter, v tej sobi, smo spali 4, se pravi, moja 2 brata, sestra pa jaz. In zanimivo, samo jaz sem lulala v posteljo. In je bilo povezano še to sram, strah, pač vse skupaj povezano. No in mi je potem moj brat enkrat razlagal, ker sem rekla, da se ne spomnim, da bi stara mama kdaj izkazovala ljubezen,
pa reče, ne, to se kar spomni si, sam se ne morem. V glavnem, moj mlajši brat se je rodil, ko sem imela 1,5 leta. Se pravi, si predstavljate, 1,5 leta, mečkan otročiček, to je v bistvu dobro hodiš. No, v glavnem, moj brat se je rodil in mama je odšla iz porodnišnice direktno svoji mami in mi dva, starejšim bratom, mi trije smo šli obiskat pogledat dojenčka. Se pravi, sem bila 1,5 leta stara, moj starejši brat je bil pa star še ne 3 leta. No, v glavnem. In takrat, leta 1972, je bilo ogromno snega in menda, da z avtomobilom nismo mogli priti do doma in smo zadnji, ne vem, recimo kilometer pešačili. In smo prišli, midva sva bila premočena, sva bila na peči in nama je stara mama dala pač mleko, verjetno po flaški. Ampak jaz sem bila stara 1,5 leta. In takrat pri 1,5 leta, če pomislite, kako otrok hrepeni, da razume, da je zaščiten, in dejansko verjetno nisem razumela, zakaj sem brata dobila, zakaj mame ni, zakaj pač ne razumeš. Ne razumeš samo to, da te nihče ne stisne k sebi, ne potolaži. No, verjetno je bilo takih dogodkov več. V glavnem začela sem potem lulati v posteljo in vemo, da lulanje v posteljo, če pogledate recimo v knjigo Louise Hay, pomeni strah pred moško avtoriteto. V naši družini ni moška avtoriteta moj oče, ampak je mama. Se pravi, strah pred mamo. In zdaj pogledajte, toliko enih nakopičenih zadev se prenaša po tem družinskem deblu. In ja, vem, da je težko, če ta trenutek okušate karkoli od tega pomanjkanja denarja, pomanjkanje zdravja, pomanjkanje dobrih odnosov, enostavno, recimo, eno vprašanje, zakaj nikakor ne morem in dodate, izpolnite, ne vem, shujšati, dobiti službe, imeti denarja, imeti ljubeč odnos, imeti zdravje. In v glavnem naprej, ena stvar nam mora biti všeč. Kako mi lahko všeč, recimo, če ne bi imela zdravja, kako mi lahko všeč pomanjkanje zdravja? Pač ne, ampak mogoče imam pa zadaj potrebo imam po tem, da se počutim kot žrtev. In v osnovi uživam neko pozornost ljudi, ker če bi bila zdrava, jo mogoče ne bi dobila. Ali pa recimo, no, tukaj sem si prav napisala, da se počutim kot žrtev. V glavnem, to je prav tista potreba, da se počutim kot žrtev. In če imate to potrebo, da se počutite kot žrtev, boste vedno znova kreirali nekaj, kjer se boste počutili kot žrtev. Ker smo ustvarjalci s svojo frekvenco. Zdaj pa kako iz tega ven? Se pravi, prvo stvar pač moramo pogledati, kje imam težavo. Ker če ne pogledam, kje imam težavo, ne morem vedeti, kaj imam za pozdraviti. Naslednjo zadevo, katero svojo potrebo zapolnjujem. In naslednja zadeva, mojstri, in ti, ki tole poslušaš, 100% si mojstrica, mojster energiji, dovoli, da te energije služijo. V glavnem, in zdaj dejansko začni ponavljati, ali pa najprej dekodiraj potrebo potem, da se počutiš kot žrtev in potem začni afirmacije ponavljati. Ali pa ne vem, tako kot sem zdaj v moji šoli dala nalogo jim, da si pišejo 100-krat na list papirja in je tako neverjetno, ko pišeš, dovoljujem, da se v mojem življenju zgodi obilje. In ob tem občutim zadovoljstvo. Pač občutja. In pišeš 100-krat, ali pa 20 minut pišeš. In je tako zanimivo, ker se ti zatakne pri kakšni besedi. Tako neverjetno, ker se ti zatakne, da enostavno ne moreš napisati naprej. Zaradi tega, ker če imaš potrebo potem, da se počutiš kot žrtev, potem pa tam osvobajam se vsakršnega pomanjkanja, čas je, da začnem živeti ali pa dovoljujem, da začnem živeti obilje. In če si prepričana, da si to ne zaslužiš,
si spet na začetku zgodbe in prav to obilje se ti bo zataknilo, ga ne moreš napisati. No, v glavnem, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, ampak dejansko, glejte, če imate recimo neljubeči partnerski odnos, mogoče imate potrebo potem, da rešujete nemočne moške in da se počutite kot mati Tereza. Jaz sem rešiteljica. Ali pa recimo ta sindrom lepotica in zver. Ne? Lepotica in zver, lepotica je bila ujetnica zveri in potem se zaljubi v svojega zlorabljevalca. In ona ga z ljubeznijo spremeni in on postane princ. In mogoče je čas, da se zbudiš. Ne. Ne moreš ozdraviti bolečinskega jedra druge osebe. Če si predstavljate, da vse skupaj to bolečinsko jedro, o tem piše Eckhart Tolle, v knjigi Nova zemlja, piše o bolečinskem jedru. In da je v bistvu bolečinsko jedro tako kot samostojna entiteta, ki dejansko obstaja. In ta, recimo, kar jaz predelujem, ta sindrom Marije Magdalene, ugajati, biti prijazna, za vsako ceno biti prijazna, pač to so moje kode in verjamem, če moj kanal gledate, da verjetno tudi vaše, pomeni, da to bolečinsko jedro, ki se po družinskem deblu prenaša, je tako močno, ta zlorabljena ženska, da dejansko ne zmore dajati ljubezni, ker je tako močno ranjena. In pogosto, tako močno ranjena ženska je lažje v moški energiji, zato ker biti moški pa ne boli. A ne? In vse to, ja, vem, da je težko. Vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur. In v tej knjigi, ko imajo duše žur, tukaj zadaj, lejte, to je slika Tine Skaza, družina, sveta družina. To sliko, naslovnico je tudi ona naslikala in tukaj noter so njene kreacije. Njene kreacije, neverjetno, jaz občudujem njeno slikanje skozi navodila svoje duše. Ona skozi slikano besedo, skozi te kreacije nosi vibracijo nove zemlje v vaša srca. Jaz imam to doma in ne vem, če imate knjigo doma. To je vibracija nove zemlje. In ta vibracija nove zemlje, kaj se učimo? Ja, prepoznavati, da dejansko kreiramo tudi preko tega, ker smo skreirali nekaj temnega, in se učimo puščati določene stvari in blagoslavljati in iti naprej. Pač vzameš lekcijo in greš naprej. In zdaj, če pogledam recimo iz te knjige, ko imajo duše žur, recimo v 2. poglavju oziroma v 3. poglavju, na nespečnosti se mi je odprl. Ok, hranilno osiromašena večerja, nimaš dovolj beljakovin, nimaš dovolj zelenjave, vlaknin, v redu. In v večernih urah je potrebno dodati omega-3 pa C vitamin, da se pač tvori rastni hormon, pa tudi spalni hormon, da lahko spiš. Ampak, no potem naprej, zelična podpora imamo sivko, pa čaj za pomiritev materina dušica, melisa, hmelj in sivka in zadaj je pa čustveni vzrok. Pregrevanje telesa, ki je na hiperobratih. Preverite. Jezna sem sama nase. V duši nosim strah glede preživetja. Življenje je težko. No, zdaj pa pojmo na to potrebo. Se pravi, če slika tvoje življenje, da je kako težko življenje, s čim si zasvojena? Z jamranjem? S pozornosti drugih ljudi, ker ko ne spiš, nekomu lahko reče, spet nisem spala. Življenje je težko. A ne? In dobiš nekaj energije, s čim si zasvojena. In naprej afirmacije. Dovoljujem, da mojega duha napolni božanski red in mir. Vse skrbi predajam višji inteligenci v meni. Dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Vdihujem mir, izdihujem napetost. Ali pa opuščam vso potrebo
po napetosti in v svoje celice vnašam mirno energijo. Ali pa poglejmo naprej. Suhi pusti lasje, naše mucke se pudita sem pa tja. Suhi pusti lasje, recimo, da imate težave z lasmi, pomanjkanje beljakovin, omega-3 maščobnih kislin, vitamin E in A, jod, silicij in B vitamin. V glavnem, ker vam manjka praktično vse, boste težko s hrano, vam priporočam, vzemite formulo 4, to dobite na moji spletni strani, in zvečer uporabljajte čaj iz mešanice brezovih listov, divje mačehe, kolmeža, koprive, in v glavnem pijte 2krat na dan eno skodelico 1/4 ure pred vsakim obrokom. Te recepte za te mešanice čajev mi je dala gospa Jožica Okrogelnik iz Koroške, tako da v glavnem so noter nasveti, kako si lahko z zelišči pomagate. Ampak to, kar mene zanima, kaj je tisto, kaj vam želi življenje ali pa vaša kreacija sporočiti. Življenje je postalo suhoparno in enolično. Zanimivo, ne? Vi ste postali siva miška, enostavno ni več radosti. Preverite z mišičnim testom. Življenje je ta tlaka, nemočna sem. Nič ne morem spremeniti, življenje se mi gabi. In katero svojo potrebo zadovoljujete s tem, da imate suhe puste lase, mogoče potreba potem, da se počutite grdi. Veste, ženske, ki se bojijo biti ženske, poskrbijo na nezavedni ravni, da dejansko postanejo pač grde, ne? Da ne izstopaš, da ne pokažeš ti svoje ženstvenosti, da ne pokažeš ti svoje lepote, ker jih je strah biti ženska, ker ženska preveč boli. Ne? In tukaj imate potem naprej, veselim se lahko vsakega novega dne. Dovoljujem, da mi ustvarjalna energija napolni duha. Vsak dan lahko pazim 1000 radosti, ki razveseljujejo mojo dušo. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. V glavnem v tej knjigi, ko imajo duše žur, boste najdli potem še afirmacije nad angelom in tako naprej, v glavnem molitve angelom in nad angelom. Enostavno jaz verjamem v moč naše vibracije. Naša vibracija, moč naše vibracije je tista, ki ustvarja naš svet. Se pravi, opuščam potrebo po pomanjkanju, če se vrnem na začetek, in v svojem življenju kreiram obilje vsega dobrega. In delajte to tudi vi in boste videli, marsikaj se bo spremenilo. Uživajte in vse dobro vam želim.